Jaz sem tam vazil z Lace, prišel seveda iz Gruzije, se pa poklicuje sniženje. Končal univerzijo, in potem sem delal kaj sem došel v univerzijo, tako sem začel delati. Takoj. Moj súkromný profesor ruského a německého jazyka. Potom už začalo pri nás malo vojna, malo neodvisnosť, tako političná situácia. I tako som mal, kad som odločil, že življenský prot. I celú družinu prišli se skupaj, ja, žena i dva syna, 2003. letu, 19. julija. I od tega časa one začali. Živeli zelo glasna i zelo kulturno vam povedati, ker to od učitelja, ktorý sa mi zdajte na moje hostinstvo, to je bilo od domačih mojich prijateljov. A res nisem pričakoval, res nisem. I nikoli nisem imel rečel, da je človek. Moj edino načrt bil, da som imel mir i zdravie, nič drugega.
recimo, kad je takole toplo, pa vidim tipov Japanka s kitaro v roki, si tako strašno, da bo zaigral Siva pot vodi me, tako da sem vesel, da nista, drugač bi morali pa še taborni oven, kaj za kurt in pirotehnika. Tako da evo, hvala za tale oznake v progresivnih sevdah. Recimo, je to... Je? Kupta to? A treba to prošikati? Sam kitaro znam. Dela? Sorry. Ja, v bistvu sedem se mogoče povedati od najme zadnjega benda Sedefa, ne. Naciska smo delali Sedefom, ampak mogoče tudi na najem, ko smo še venometno pač. Dobro. Binalizmija. Ok, tudi vaju zdaj čaka v bistvu ista procedura kot prej, ne vem, če ste kaj gledali zadnji, ne. Se pravi, kviz najprej gradimo zdaj, nekaj kitaristi kao bolj močeči. Čeprav tudi kitaristi niso tako popularni, ne, ker je Jan Plestenjak, recimo včasih igral kitaro, pa očitno to ni bilo dosti frajersko, ne. Tako da zdaj čakamo, da boste. Če na tako mikrofon premetava, eno samo dve. Vprašanje je številka 1. Kdo izmed naštetih je bil begunec? Naštejemo pa A. Psihoanalitika Sigmunda Freuda, B. Pisatelja Milana Kundera in C. Skladatelja Frederika Chopina. A. Z. V bistvu najbrž Freud, ne. Čeprav Kundera je pa najbrž disident tudi, ne. Najbrž. Ampak, ajde, rečemo Freud. Se Freud je tak izgledica, ko sem skozi te vlaki nozil, pa to. Pomel, pa vam, pa to. Zadnji odgovor bo? Kundera. V bistvu je bil kjerkoli odgovor pravilen, it was the tricky question. Skratka, sami izgledice, tudi Chopin je moral šopati iz svoje zemlje, nekam drugam. Evo, še ostajamo pri celebrityjih. Modelo nagrajenec za mir 14. Dalaj Lama Tenzin Gyatso se je rodil leta 1935 v Tibetu. Iz domovine je moral zbežati marca leta 1959, v naslednjih 50 letih pa mu je sledilo več kot 150 000 beguncev iz Tibeta. Vprašanje pa je, kje je 14. Dalaj Lama našel zatočišče? A. V Združenih državah Amerike, B. Na novo nastajajoči državni tvorbi na Štajerskem, ali C. V Indiji. V Horjulu. Ta ni triki, ne zdaj. Ja, Indija. Pravilno. Bravo. Škoda, da ni na Štajerskem. Zdaj bi prišel pogledat, kako je kaj. Jutri 20. junija globalno obeležujemo Svetovni dan beguncev. Na ta dan se spomnimo na vse begunce po svetu in jim na ta način pokažemo, da nam ni vseeno zanje. Torej, vprašanje je, kdaj je OZN razglasila 20. junij za Svetovni dan beguncev? Leta A. 1951, B. 2000 ali C. 2010. Niti smejati ne moramo, tam smo se sami mi štajerski smejali, 1951 in noben se zasmejal, ko sem rekel, 2000 tudi ne, 2010 tudi ne, tako da ni pomoči. Če ugibamo, da najbrž ni tako mlad praznik, 51. Po mojem se zato ostane ponovljeni odgovori tako. Ok, ja. Kakšen veto, da ne slišimo iz odgovor iz... Se strinjamo, ok. Leta 2000, ne, žal odgovor napačen 1951, takrat je sicer se nekaj zgodil, bila je podpisana konvencija o statusu beguncev, znana kot Ženevska konvencija, ampak šele leta 2000. Ok, ne, ampak bomo pa zdaj zato toliko bolj razbijali. Ste se že zmenili, kdo bo? Super, tako da rabiš mikrofona pa to. Tokrat orodje je pa tokrat heavy metal. Imamo heavy metal, tole je v bistvu noga ene šolske mize, zelo priročna. Kot vidite, tudi celo otroci poročijo, kaj je kvadrat, kaj je krogec, kaj je val, vse te zadeve. Zelo uporabno, šolsko, tudi za kakšnega učitelja, ki kakšne disciplinske ukrepe. Pol je v bistvu tak dežnik, marela. Moj dežnik je lahko tudi razbijalec stereotipov, lep, odr, črn, to še kakšne barve. In seveda, tretje orodje,
zelo heavy metalsko, to je pa v bistvu taka resna štromarca. To, ko bo Lenny Kilminster z Motorheadom tole videl, bo podaljšal pogodbo še za 25 let. Sicer iz delavnic Katabrank je tole, ročno delo, artizanal. Evo, zdaj označimo te artikle z A, B in C. Procedura je ista kot prej. Torej, zborovsko petje, ko jaz rečem 3, vi ne rečete 4, ampak rečete A, B ali C. 3, B. Torej, B, da vidimo, kako se s to kitaro. Ne, B je bilo, B. Mislim, to je mogoče stereotipno, se mu zdi, da je skozi B, ampak je bilo B, ne. Tako da, evo, ta kitara, meni se zdi to zelo, da ste se zelo dobro odločili. Ne ste obžalovati svoje odločitve, kar ste rekli. Razbijamo pa tega, tlele poskušamo razbiti ta stereotip, ker je več ljudi. Probali bi mogoče tega, recimo, tam vidimo, če se dobro ne razbija čisto do konca, se kar nazaj zaradi ta stereotip. On je kar še nekaj prišel, tako da boš ti še unga proval še enkrat. Takole, jaz predlagam, da ga probaš med oči, ne zdaj samo na tem efektu sile, pa to, ampak tudi z neko preciznostjo, da se ga lotaš. Tako da mu res zavdaš en dober šus. Tako, evo, pripravljen, torej razbijanje drugega stereotipa. Mogoče bi kar še tega do konca, taki se je zarebil še enkrat, tako da dam gib, kaj ne šanse. Evo, hvala. Razbita sta torej že dva stereotipa, to je podobno, recimo, lahko bi probali, spomnite se 1. januarja naslednje let, recimo, pa lahko te steklene iz novoletne jelke probate doma s kakšno žlico ali pa žlico potret, ob seveda tem, da se spomnite tega, kako smo danes tukaj se pogovarjali o beguncih in razbijali stereotipe. Še ena, ne boš s to kitaro zdaj, ne? Razumete leseno. Torej še enkrat ne siva pot vodi me.